Mnoge raziskave so ugotovile, da dokler ženske ne dosežejo nekega praga, neke torej kritične mase zastopanosti, ki se definira pri 30% ali pri 1/3 zastopanosti v nekem telesu, zelo težko dosežejo kakršnekoli spremembe, ker jih je premalo. Mi smo precej nepovezane, imamo vrsto nekih akcij in pobud, ampak dejansko v resnici se mi zdi, ko pa pride do nekih konkretnih stvari, do neke konkretne odločitve, smo pa do neke mere res odrinjene na stran. In so te težnje in želje, da bi šle ženske in pač tudi veliko tega pač ne gre katera ženska, ampak ko pa prideš, ko pa pogledaš tem, koliko je bilo v medijih, kdo je v medijih in kdo je na glavnih pozicijah pač v tej organizaciji, so večinoma moški. Reči a priori, da bi bil svet boljši, če bi bile ženske na oblasti, je seksizem. In po drugi strani je pa jasno, da bo enakopravnejša zastopanost žensk prinesla boljše rezultate političnega upravljanja ene družbe iz čisto preprostega razloga, ker bomo imeli več zastopanih pogledov. Jaz se bojim, da bo zelo malo žensk v naslednji Evropski parlament prišlo iz več razlogov. Eno je, da tudi kandidatke, ki so na listah, tudi če so na drugih mestih, mi imamo letos precej razdrobljeno politično sceno in veliko list, kar pomeni, da bo le redko katera lista dobila po 2 poslanska mandata, kar pomeni, da se zna v resnici zgoditi večina moških. Tu se vidi, da je še ogromno prostora, kjer bi skozi te čisto formalne kanale lahko delali na tem, da bi se tudi mlade ženske čutile poklicane za delanje karijere že od vsega začetka, ne delanje svoje profesionalne karijere, pa če pride, če me bodo povabili, bom pa vstopila. Je pa dejstvo, ja, večinoma so moški in na glavnih pač pozicijah so vedno moški. Bila je pač ena ženska v predsedstvu, ki je bila v bistvu, njena naloga je bila tajnica, ki se tudi odstopila je v bistvu zaradi tega, ker se sama čutila, da pač ne spada zraven v ta krog 5 moških. Recimo moja madžarska kolegica, ki je goreča zagovornica ženskih pravic, je v bistvu predsednica na evropski ravni ženskega foruma, Zita Gurmaj, izjemno poznana, fajterka. Njo je stranka dala kot prvo žensko na 5. praktično neizvoljivo mesto. Spredaj so pa 4 moški in to ni edina zgodba, ki jo jaz poznam. In to iz tega bi jaz rekla, da je očitno to še zmeri svet, kjer so pravila igre nenaklonjena ženskam.